Poudarki se poleg izvajanja obveznih nalog namenjajo infrastrukturnemu urejanju krajev in oskrbi na področju komunalnih zadev, urejanju vzgojno-izobraževalnih objektov, prostorskemu načrtovanju ter spodbudam gospodarskemu, kmetijskemu, turističnemu in širšemu družbenemu razvoju. Na vseh točkah tako tisti redni del, tudi razpisi za športna društva, kulturo in ostali razpisi za sofinanciranje programov v občini bodo objavljeni v čim krajšem času. Na drugi strani pa načrtujemo investicijske projekte, na katere smo se pripravljali, sedaj pa lahko jih pričnemo izvajati oziroma pričnemo postopke izbora izvajalcev, da jih bomo realizirali, kajti vreme že vabi k investicijam. Prihodki proračuna občine za leto 2019 so predvideni v višini 17,33 milijona evrov. Sam proračun je nekako v zadnjih letih nekako dosegel neko višino večjo in v zadnjih 5 letih vztrajno raste, pa vendar nismo popolnoma zadovoljni, kajti vsebuje premalo evropskih sredstev. Sredstev iz dogovora za razvoj regij še ni vključenih v ta proračun, se pa intenzivno pripravljamo na te projekte, projektiramo in tudi pridobivamo ustrezna zemljišča za izvedbo teh projektov. Kot dodaja Ocvirk, gre za proračun, ki vsebuje veliko manjših naložb in bo posegel na vsa področja. Tako vodooskrbe, gradnje cest, ureditve območja ob železniški postaji in še nekatere druge. Poleg številnih naložb v lokalno cestno infrastrukturo, urejanja kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, bodo v tem letu pričeli s projektom obnove bazena v Sevnici. Obnova objekta, ki je v uporabi že 33 sezon, je bila sicer načrtovana že v letu 2018, a se ni realizirala. S prenovo bodo začeli zgodaj spomladi, trajala pa naj bi do začetka kopalne sezone. Tu gre za dva sklopa, obnova bazenske školjke in prenova strojnice. V načrtu pa je še nekaj večjih investicij. Potem načrtovanje, projektiranje stadiona in pa prenova Kvedrove ceste, to je ceste ob železniški postaji, ki je ravno tako zelo potrebna te prenove. Zelo veliko se dogaja tudi na cestni mreži, na prenovi cestne mreže, vzdrževanju, dopolnjevanju cest in tudi ta segment je izredno prisoten. Sicer pa so v Sevnici nezadovoljni z obsegom črpanja evropskih sredstev. Nobena občina ni zadovoljna z obsegom črpanja evropskih sredstev, kajti ta trenutek se izvajajo večji investicijski projekti, edino tisti, ki so še iz pretekle finančne perspektive. Projekti v sklopu dogovora za razvoj regije Posavje pa naj bi se predvidoma pričeli izvajati leta 2020. Za ta dogovor za razvoj regij pa načrtujemo nadvoz na Savsko cesto, gradnjo vodovodnih sistemov tam, kjer so še nekako manjkajoči, ter sanacijo kanalizacijskega omrežja tam, kjer nam je to omogočeno, to je aglomeracija Sevnica, ki ima več kot 2000 populacijskih enot. Pri ostalih aglomeracijah pa iz lastnih virov načrtujejo gradnjo v Boštanju, Loki, Krmelju, Šentjanžu in na Blanci.